Jaz bi samo eno stvar opozorila, ker drugače bom slišala od Pengovskega. 4 smo in nazadnje smo si ful skakali v besedo in to so pol ful enih težav, ne, Aljaž? Mislim, ja, ne, ampak to so vedno težave. Okej, sem razumela, kakor dajmo paziti, pa sem čisto v stresu. Lej, dajmo paziti, ne, sam nazadnje, kaj je kdo pazil, je bil pol božji otrok rojen, ali kako že. Dobro, pa ajde, povejte mi, kaj boste za pusta hrusta, Napo, ker si prvi. Jaz bom v bistvu Avstrijec. Bom se v Kaprunca, tako se bom spremenil, bom kar cel teden, tudi še za pepelnično sredo, pa vse. Tako da pričakujem te mal, recimo, da bom tako kot te zamejski Slovenci naši. Skratka, tle grem čez severno mejo. Pol imaš Erhardce. Tako. Nice. Erhardce, klobuček, tale iz filca narejen. Zupan, frajtonarco. Če bo dež. Zupan, frajtonarco, pa gremo. Jaz sem mislil, da boš azbestno obleko, glede na to, greš v Kaprun. Ja, to bi pa moral se z gasilsko zvezo prej posvetovati. No pa Aljaž, daj, kaj se javljaš, povej, kaj boš pa ti? To je kaj, v soboto je pustna, ali kako? Tako, za pusten tork bom našemljen v učitelje smučanja. Tudi dobro, zelo inovativno, krasno. Hvala. Pa so počitnice. Ja. Trudil sem se. A boš tako, kot Peekaboo Street Snoop Dogga vlačil gor pa dol po... Ne, v bistvu bom pač bolj klasična ta slovenska. Kolena naprej. Nadilo se naslon. To pica špageti je pa že mim. To smo dali že čez. To so profesionalci zvristali. Jaz bom zdaj samo se drl navzdol po orlovi glavi. Tako da jim zapržvagaš smučanje in prihraniš v naslednjih sezonah. Ne? Exactly. Investicija v prihodnost. Antiša, kaj si pa ti za letos zbral? Enkrat za spremembo, ne. Ja. Jaz bom kot cenjena kolega, ne, bom tudi jaz smučal, ne. Zdaj pa kako bo pa vreme dopuščalo, pa ne vem, ne. Bom pa smučal v Avstriji, kar se pa pusta hrusta tiče, sem pa pohrustal en krov danes. Pa še kakšnega bom, ker so na pravem mestu v kuhinji spravljeni. Cool. Pečeš, ne? Treba zgodaj začeti, ne? Seveda. Jaz bom pa, ker vem, da vas zanima, ne? Jaz bom pa teta z slaščicami. Jaz imam pa v trgovino sem šla, sem ful slaščic kupila in zdaj čakam otroke. Si kupila vse odgovore na vprašanja. A lahko nekaj povem, zdaj, ker smo sami pa tako. Se ful grdo, kar naredim, ampak pač sem res iskrena. Jaz zbiram te sličice Životinjsko carstvo. In pač zbiram že 5 let in ne pridem do konca. In pol veš, kako grdo naredim, to je za pusta hrusta. Čokolad ne jem in se mi zdi, da so čokolade največ, kar lahko daš. Odprem pa vzamem slikco. A res, a kaj? Ja, lej. Ja. Ampak, lej. Sem ne to okoli govoriti. Ja, Nataša, se pravi, da v bistvu te bo manjkal en sam napis zadnjega, ga boš imela na hrbtu, ki bo pisal prošla baka sa kolačima. Polja v 5 popoldne. Ja, prav, preden uradno spustimo špico in vse, ne, je treba vendarle si vzeti trenutek in, če se temu reče, manifestirati dejstvo, da imamo tudi v tej epizodi vašega umiljenega političnega podcasta posebnega gosta, Boštjan Napotnik Napo, tudi uradno pozdravljen. Hvala, ker si vzel čas. Hvala za vabilo. Nataša, je to strokovni komentator, zdaj, ko smo v olimpijskem obdobju? Absolutno, strokovni komentator, ki na čigar vrata potrkamo vsako volilno sezono, pa kdaj se mi zdi vmes, ker nas zanima pač, kakšna je kreativa političnih strank, plakatov, džamboti in koga drugega bi človek vprašal, Napota, ki te stvari res pozna in ve. Napak, koliko to spremlja že pa, mislim, da bom rekla, zdaj sam plakate, ampak v fokusi pa že kar, ne? Ja, si videl že kar nekaj tega, ne? Komunikacijsko, mislim, v oglaševalski agenciji, pač v oglaševanju, skratka, najprej v radijskem, pa pol v agencijskem že tam od zgodnjih 90-ih, ne, ko je še Jacques Seguela svetoval v političnih kampanjah in tako, ko se je to tudi še tako
tudi bolj zares delali izven strank. Ne. Skratka, to je pač spremljam tako iz strani, ne, pač kot komunikator, kot opazovalec, kot malo gledam barve, malo gledam slogane, besede in tako. Tako da bomo itak sporočili malo skozi, kaj sem si kaj zdaj zacahnil, pa zapomnil, pa kaj mi je v oko padlo, pa kaj mogoče pogrešam. V kampanji, ki se mi zdi taka, recimo tako za začetek, ta opening, ne vem, meni se zdi pač tega ATL-ja, kar mi rečemo, se pravi plakatov in vsega tukaj skup, se mi zdi, da se še ni prava vojna odprla, ne, fronta. Po moje se bo še dogajalo, no, ker zdaj smo bolj na smislicah do mislicah zaenkrat. Ajde, več sproti. Pred nami je častna naloga. Najtežja funkcija v politiki biti predsednik Socialnih demokratov. Upanje umre zadnje. Človekove pravice, takrat, ko so na škodo drugih, ne morejo biti edino zveličavno pravilo in vrednota. Da je ta kazenska ovadba plod razrednega boja. Nobeden problem. Bomo uredili božičnico. Sej ne rečem, niso čisto vse vaše ideje napačne, ampak veste, učinkoviti pa najbolj niste. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Naredimo temu konec. Dovolj je bilo tega. LDGD, tokrat v postavi Aljaž Pengal-Bitenc, potem Antiša Korjan, Nataša Briški in Boštjan Napotnik, še vedno Napo. Ja. Nis nič menil. Ne. Ni še ben prepričal kaj drugega. In tema tokratne epizode, in imamo en kup vprašanj zate, namreč spremljamo politično kampanjo, kot praviš, tudi po mojem mi pričakujemo še, da bo zadnje 3 tedne vse skupaj šlo v 5. predstavo, ampak je pa tudi že kar zdaj živahno, se pravi, tvoj pogled mal na kreativo, kakšni se ti zdijo plakati, kombinacije barvne, rime, pike, tudi se mi zdi, Antiša pa Aljaž, ne vem, če ste opazila, pa seveda je vedno odvisno od tega, na kateri ruti se pelješ, ampak meni se zdi, da je tudi že te ChatGPT generirani oglasi, ne samo tekstovno, ampak tudi vizualno se mi zdi. Antiša, na tvoji poti, kjer se voziš, je kaj takšnega? Ne opazam jaz prav zelo. Ničesar, kar bi mi prav padlo v oko, nisem opazil. Opazil sem recimo v zadnjem obdobju, sem opazil trojček, se pravi Fokus Lotričev, NSI in SLS. To recimo je bil en plakat, ki sem ga opazil. Opazil sem, o čemer smo se že pogovarjali, in me bo Napotovo mnenje zanimalo. Namreč meni se zdi, da je Gibanje Svoboda s temi rumeno-modrimi toni in tipografijo in tako naprej, to mene strašno na SDS spominja. To me čisto spominja na SDS. To je prva stvar, ki sem jo hotel povedati, ne? Ampak mi zdaj tako že nastavljaš žogo na penal. Ne, a veš zakaj? Zato, ker sem se enkrat, ne vem, s kom sem se pogovarjal in sem ga moral, ne vem, kdo je bil, prepričevati, da to ni od SDS-a plakat. Am razumeš? Mislim, seveda, absolutno. Tle s temi plakati je marsikaj narobe. Ne? Mislim, narobe komunikacijsko je, da po moji državi, v kateri vemo, da imamo kar nizek odstotek funkcionalne pismenosti, ne? Da greš predvolilno kampanjo delati na osnovi grafov, s tem, da niti tega ne izpelješ do konca, tako dobro, recimo konkreten ta plakat, ki govori o višini položnic za oskrbo v domovih upokojencev, ne, je recimo v višjem grafu je nižja številka zapisana in take nerodnosti se pač pol zgodijo. Ker je pač, recimo, piše prejšnja vlada, mi smo znižali položnice, ampak je pol v višjem stolpcu napisan. Ampak zagotovo je pa ta barvna shema rumeno-modra, ne. Recimo pa Gibanje Svoboda je imela že v prejšnji kampanji, ki se je mogoče ne spomnimo, je zelo na alpsko mleko vlekel.
in z barvo in s absolutno. tipografijo. Zdaj v tej kampanji je pa to dobro panarsko mleko, ti ni tvoj protikandidat na volitvah, tako da rečemo, da tam prideš skozi. Ne. Zdaj tole se mi pa zdi, mislim, nasploh to komuniciranje z grafi plus ta barvna reč je kar po moje ponesrečena, no? Ni prav. Zdaj, jaz sem šel pol gledati tudi spletno stran Svobode, ne? Vse spletne strani sem preklikal zdaj. Hvala ti. A veš, ker zdaj tudi, kako je zdaj to pol spodaj podpisan, ne? Svoboda, ne? Pa je pol da drugač pobarvan, ne? Pa pol piše naprej, ne? Spodaj. Slovenija. Ja, neki pol, zdaj, ko prideš na spletno stran ali pa pol na Facebook, tudi, ko gledaš Facebook profile, sem tudi šel malo pogledat, ne, imajo pa nek okvir komunikacijski, v katerem pravijo Svoboda, pa spodaj piše Svoboda, ne pustite, da vam jo vzamejo. Skratka, ne vem zdaj točen, kaj je zelo tudi drugače spletna stran updatena, ne, vse novice so, vse, kje se kdo pojavlja v teh videov, reelsov od doktorja Goloba, je kakor češ, ne, ampak mi nekako ni neke kompaktnosti, ne, vse je tako razpršen, ne, pač ful je veliko enih idej, ne, po moje tudi vse, kar se kdo spomne, pokant ven, počejo tudi ven. Nekako se pravi, mečajo sporočila na vse konce, ne vidim pa nekega, ali lahko zdaj rečem fokusa. Ali ne. Ampak je hecen, recimo, da ga ne vidim tudi pri SDS-u, ki recimo malo sem bil res razočaran, ker sem šel gledati spletno stran, ne. Zadnji predvolilni program na njihovi spletni strani, ki je objavljen, je iz obdobja 2014 do 2018, alternativni vladni program mu je ime. Ne. Očitno mislim, da bolj kot na ta sporočila prek teh kanalov oni stavijo na te dogodke, ker se mi zdi, da je kar živahno po celi državi. Ne. Ta nek njihov projekt Koalicija z volivci, ne, predstavljajo to Omerzovo knjigo o velikanih slovenske osamosvojitve in njihovem odnosu z Udbo. Ta Janez Janša Kaplan, mislim, da je že 6. del te serialke. Ampak, ko prideš na Facebook stran, je pa ta glaven napis, piše pa Vstani Slovenija. Ne? In to je zapisano v modro-rdečih barvah. S tem, da je ta modra spet ni ta SDS-ova temna modra, ne? Ampak je malo svetlejša modra. Ne? Od Gibanja Svobode. A so dal vejce noter? Napo, so dal vejco? A so dali Vstani Slovenija? Ne, niso. Na plakatu je ni, recimo. Ni, tudi tle je. A veš, da so na eno stvar so me pa upozorili sploh, mislim, različne, zdaj smo vam pa, kar si ravno pri plakatih od SDS, da je en kup enih slovničnih napak. Veš kaj, jaz vidim ta nek kaos tudi, zdaj ta plakat, ne vem, a ste videli ta plakat z banano s frizuro, ne? Seveda, mislim, pa tudi en plakat prej, ki je bil ta graf rdeče barve, koliko let je katera vlada, leva vlada. Ja. A veš, tle je pa tudi SDS je tako, da jim je neroden. Oni so tam sam spodaj napisani kot naročnik oglasa, ni logotipa SDS, ni SDS na vse velike konce razplozan na teh, ne na tem plakatu, ne na unem. Skratka, kakor da ne vem, iz strani opazujejo, ali kdaj bo treba uleteti, kdaj bo treba to rumeno-modro, ta močno zastavo razviti, ali pa so mogoče pogruntali, da so te plakati od Gibanja Svobode v bistvu v redu. Ker rumeno-modri so fajn. Se ne vem, na glasovnicah imamo mi logotipe strank. Ja. Tudi so zraven. Ja. Tudi so, ja. To sem hotel vprašati, ker zglih tole Golobovo banano omenil, ne. Da pa sem opazila pri SDS-u letošnjo rundo, tokratno rundo, majčken več inovativnosti, eno jumbo, ampak majčken več inovativnosti, primer tale
banana, drug primer recimo jelka s tistim, kaj je že ta slogan, s katerim je zmagala našo politbizarko, tako pa kva tebi ni jasen. Nekaj, česar prej pri SDS nisem ujela. Mogoče se pa čisto motim, no. Kako ti vidiš te? Jaz vidim to, da so to smislice do mislice. Se mi zdi, da tudi levica po tem principu deluje. Oni pač karkoli se kdo spomne, neko rimanico jo natisnejo gor na plakate, ki so sicer oblikovalsko čisto ok in so prepoznavni in tako naprej, ampak kdaj pač te rime so pa res malo čaldiš, ne? Pa tudi, mislim, situacija v svetu je resna, zato Levica in Vesna, mislim, to je, mislim, zdaj bosta ta dva rešila situacijo v svetu, ali kako, ali mislim, a veš, tako je bolj, pač se mi zdi rima zaradi rime, fora zaradi fore, tudi ta banana, ne, ali pa ta jelka, ne, se rečeš, vse je ta luštena, ne, jelka je tole že pogruntala, ne, pa mrče dala natisniti in tako. Mislim, nisem imel niti blizu temu, ampak nima, ne vem, kakšna je njihova strategija, ali je to neki, a veš, kaj je zdaj podpis, kaj je, recimo, ko ustvarjaš neko komunikacijo, ki bi morala imeti rep pa glavo, jo nekako se odločiš, kaj točno hočeš povedati, komu hočeš to povedati in potem se odločiš tudi za ton in slog, s katerim boš te svoje ciljne skupine, ki si jih definiral, nagovarjal. Ampak to zdaj, ta biznis naš, ne, komunikacijski, je pa tak, da se vsi razumejo na to. Vsi vejo, kaj je dobra reklama, vsi vejo, kaj je smešen, pa vsi vejo, kaj je dobra fora. Tako da ni pa to čistko, tle so neke zakonitosti zadaj in tudi cel ta naš posel se je recimo res spremenil v smislu targetiranja ciljnih skupin, po katerih kanalih, veliko več metrik je na voljo, veliko bolj natančno lahko nagovarjaš določene ciljne skupine, kakor je to bilo včasih. Tle se mi zdi, da se malo stranke zelo naslanjajo na notranje resurse, no. Američani imajo en dober izraz za svoje politične kulturi, red fucking. To se zdaj navezuje nazaj na plakate Gibanja Svoboda. Ne? Da se ti v bistvu pretvarjaš, oziroma da delaš vse, da opolnomočiš nasprotnika svojega nasprotnika. Ne? Tako se jim recimo dogaja, da v svojih primaries demokrati potem masovno glasujejo ali pa financirajo kampanjo najbolj poblaznelega republikanca, zato da potem sredinski kandidat ne pride čez na strankarskih volitvah in da je potem njihov job lažji na splošnih volitvah. In me zdaj poskušam osmisliti vso to, pač ta kaos, plakatni kaos, pa me zanima, a je možno sploh razmišljati o tem kot o nekem vrste reverse psychology pristopu, ne? Češ, v barvah Janeza Janše, v barvah SDS-a bomo pohvalili vlado Roberta Goloba, zato bodo tudi volivci in volivke SDS-a rekli, saj morda pa ni tako slab. Jaz vidim tle bolj, jaz to razumem, da je malo manjka vsebine, vsem manjka vsebine, konkretnosti manjka vsem in se mi zdi, da se veliko stvari skuša reševati tako, da se opozarja na druge, da kaj pa oni ta drugi, kaj pa oni počnejo, mi pa tega ne bomo počeli. Oni so taki, mi pa nismo taki, oni so žleht, mi smo pa good. Kratka, na to neko, zdaj pa ali je to bolj ali manj duhovito rečeno ali pa žaljivo ali pa ne, se mi pa zdi, da v zgodovini, mogoče ste se celo enkrat v LDGD že pogovarjali, ali so se te negativne kampanje v Sloveniji obnesle, ali so prinašale recimo mandate pol na koncu, pa mislim, da je takrat bil nek konsenzus, če se prav spomnim, da to pri naših ljudeh ne pali toliko zlo, ta neka posmehljivost, vzvišenost in to. Po drugi strani pa to res prepričevanje prepričanih, Antiša, izvoli. Ja, jaz sem pa hotel se samo navezati, ko je Napo rekel, da je dala Jelka Godec mrč tiskati. A mislite, da bi se dal dobiti kakšno to majico? Jaz bi pozval tukaj, da vsaj za nas tri tukaj in še za Andraža in še za Napota in kakšnega gosta, ki se bo še zvrstil, mi bi imeli kakšno tako majico, da bi imeli. Mislim, glede na to, da Jelke ni bilo na podelitev, lahko se nam odolži. Mislim,
tako rekoč dolžna. Tako da če iz Pa to vplivnega kroga Jelke Godec kdo posluša, se priporočamo, mere bomo pa posredovali v nadaljevanju. Ne, kar povej, kar zdaj povej meje, ker to ne bojo, to je pol sam še en ekstra mail, kar takoj povej, kaj ti dajo, tako ekstra slim pa široko čez rame, kaj ne rečem, ne? Aha, imaš radi, da ti poudari telo. Poslušaj, pa kot tep ni jasen. Ja, pa kaj ni jasen. Jaz sem se hotel samo navezati na to, kar je Napo rekel. Zdaj pa kar nadaljujte, izvolite, oziroma Veš, nadaljujmo. to sem hotela nadaljevati prej, Napo, ko si omenil, da gre več ali manj sam za prepričevanje naših. No, to, koliko je tega v kreativi, da gre sam probat naše pripeljati na volitve, na volišča, o čemer smo tudi v LDGD dosti govorili, da bo ful pomembno, kdo bo koga od svojih uspel in koliko teh, ali je za prepričevanje v smislu, lejte, mi smo to naredili, pejte v naš tabor. Jaz zdaj, recimo malo levico, bom zelo na hitro bom odpikal, malo se mi zdi, da s temi recimo foricami, si hočejo po moje to levo krilo pokrit, da hočejo malo teh Kordiševih tudi še pobrati s temi, recimo, da jim rečemo malo trolling slogani tudi in tako. Drugače pa se mi zdi najbolj je tako, se zelo resno lotil komunikacijsko in vsega skupaj, pa tudi seveda zato, ker nima svojih, je pa Logar z demokrati, ker on pa mora si nekako postaviti. On svoje ljudi mora dobiti, po eni strani mora recimo Janezove prepričati, da ni izdajica, po moje mora pol tudi te druge, recimo na katere cilje, verjetno, ne vem, na Golobove, na NSI-jeve ali kaj še tudi prepričati, da pa res nima nič, on z SDS-om, da je to že vse pozabljeno, da je to zresetirano, da je to neka zgodba, ki s sedanjostjo nima nobene veze več. In so se demokrati tega lotili, recimo spet je plava barva, plava barva je tudi tle, tudi pri Novi Sloveniji je plave barve. Mislim, da je tudi pri Fokusu Marka Lotriča plava barva v Fokusu. A je plava barva, sorry, kad ti vletavam, ampak plava barva kakšno konotacijo ima? Če je, ne vem, rumena je neko ljubosumje ali kaj plava? Modrost? Plava je ta neka umirjenost, mislim, te odtenki plave, s katerimi se oni igrajo, pa vsi so zelo na teh temno-modrih, s kakšnimi svetlo-modrimi poudarki. Zdaj, recimo, Logar je imel dosti dobro to teasing fazo, s temi smešancami tipa Logarjeva dolina, ali kaj je že imel takrat, levo-desno, s tem je v bistvu zlansiral ta nek slogan, obstaja izbira, ali izbira obstaja. Potem je teasal s tem, kdo je za, ne vem kaj, za to, da je Slovenija super razvita in dobra, in pol je pisal spodaj ti, pika, in pol se je temu dodal še demokrati, pika, Anžeta Logar in tako naprej. Skratka, tle komunikacijsko, po formi, meni to kar funkcionira, kar resno mi špila. Vsebinsko mi je pa to, moram reči, da mi je kar prazno. Mislim, če ti vprašaš, kdo je za to, da bo jutri boljše kot danes, mislim, a kdo ni. Skratka, neke take obvious resnice, tudi to, da obstaja izbira, seveda obstaja, pač od leta, od kdaj imamo te demokratične volitve, od takrat pač obstaja, od takrat se lahko ti odločaš in lahko izbiraš, to ni zdaj nekaj novega. Je pa očitno, se mi zdi, da targetira bolj urbano publiko, jasno. Logar gre urbano s temi svojimi nekimi napol laboratorijskimi znakcemi, tam so neke molekule skoraj že, mislim, inštitut Jožeta Štefana bi se skoraj lahko prijavil. Skratka, je tak mal je tehničen, kar mi je mogoče zanimivo, to pa zdaj mogoče lahko malo čaršijo spodbudim, zelo malo se Eva Irgl pojavlja, tudi na Facebooku ali pa kje, ker se mi zdi takrat na začetku je bila ona zelo močno tudi prezentna, zdaj je pa Anže pač all over the place, pač seveda, da on si je dal zdaj ime tudi v stranko in tako, mislim, da so se mu tudi pol malo številkice popravile, kaj je to naredil, prepoznavnosti, šta priča čaršija, kje je Eva Irgl,
razen na ene parih Antiša, fotkah. ti si specialist za to. Ne vem, kje je Iva Irgl. Pričemer je ne pogrešam v taki meri, torej jaz jo kar zaznavam, no, tako bi bil pravi stavek. A res? Ja, jaz ne Ker vidim res je pa nič. luknje Isto, v njeni enako nič. pojavnosti, ki jo je Napo. Aha, jaz sem pa pomislila, da so šli na tisto klasično finto, veš, dajmo ne razprševati pozornosti, ampak dajmo fokus na eno, da se ljudje to bolj zapomnijo, vse ostalo zraven je priloga. Mogoče je tudi to, Ne vem. mogoče, ja, pa so Anžeta Logarja postavili v fokus, ne, v sredino. Bogi Marko Lotrič, razumeš, dal je ime kampanje, njega pa ni, ampak ker smo že pri tem, a ni mogoče, pa to v bistvu nek način vprašanje komuniciranja, pa da se dotaknemo tudi Nove Slovenije in Trojčka, ne. Po eni strani ima Logar, ne bom rekel presežek imen, ne, ampak glede na majhnost stranke ima kar heavy hitarje, sebe, pa Ivo Irgl, pa kdo je še zraven. Avbelj. No, dobro. Tako, ne. Pa Masten. Tako. Pomaš pa Novo Slovenijo, ki pa ima novega predsednika, ki ni glih tako zdaj universally znan, potem pa imaš, kaj je že, Tino Bregenc. Hvala. SLS. Tudi še jaz se ne spomnim teh imen, pa Marka Lotriča, in potem vse te tri daš skupaj na plakat, ker vsak od njih moraš pogledati, kdo točen je, in zdaj pa, kaj že, akcija. Ja, skupaj v akcijo. Skupaj v akcijo, dva fanta pa punca, ne? Da zdaj en štos iz Blue Skyja ravno kar ukradem. Ne? Zdaj, a je to kle, ne vem, kaj nam to sporoča, oziroma a samo pokvarjenjaki mojega tipa tukaj vidijo tak krščanski seksualni innuendo. Pa se ne moram verjeti, na kaj si pomislil. A ne? Mislim, Pa se to je samo nadaljevanje do zadnje takšne kampanje z drugimi sredstvi oziroma z drugimi obrazi. Ne. Sej je bilo isto, peterica frontrunnerjev Nove Slovenije je nastopala na zelo podoben način, v belih srajcah in v zavihanimi rokavi. Se spomnimo tega, ne? Ja. Ja, pa sami fanti so bili tako. Ja, mislim, zdaj ta Trojček ima, po moje, pač to malo, a veš, recimo NSI se mora zdaj ukvarjati s to, da jim mora kdo že Weber gor iz Bruslja povedati, da jih moramo primer pustiti, ker so vendarle volitve. A ne? Doktor Bregant ima verjetno tudi, je še stavka, pa ima še službo, verjetno tudi, ker se mora še s tem ukvarjati, ne, Lotrič mora vsem še biznis tudi furati in tako. Skratka, malo tle, imajo pa tudi oni kar nekih, ne mogoče toliko političnih imen, veš, ampak imajo te neke iz Foha, ne, te Marko Tetušake, pa tako, ne. Oni so pa edini, kjer sem pa našel kandidatno listo, ne. Mislim, da so jo objavili tudi zdaj na spletni strani in tako. Ja, tako je. Recimo na spletnih straneh, jaz sem se dal v vlogo tega nekega volivca, ker sem si rekel, zdaj je toliko tega fake newsa okrog, ne, vsi si izmišljujejo, ne veš več, kaj je res, kateri videi so res, katere izjave, kaj vse je zmoniralo. Bom šel pogledati tja, kjer ima stranka pač moč na njihov kanal, ne, kjer mi lahko oni povejo to, kar mi imajo zapovedati, in si lahko jaz to v miru ogledam. Ne. Pač recimo, da spletno stran, pa Facebook profil. Ne. In to je, spletne strani so pretty much zapuščene. A ne, to se kakšna novička vsake 2 do 3 dni pojav. Programi zelo sporadično, ne, pač valjda, ne vem, Prebiliči. Prva omemba. Te, ki so na novo narejeni, imajo seveda bolj frišne programe, pa so tako gor. Drugač pa te recimo domači, ne, domače barjače so tako pretty much nevzdrževane, no. Ali pa mogoče ravno zaradi tega, ker ne vidijo, da bi, ker jih je malo na potoki, si rečejo, poslušajte, mene pa ne bo noben za nos vlekel, jaz bom šel pa na vseh 10 unih, pa grem. Se to je to, veš, ker zdaj teh kanalov je
recimo mi, ki se z naročniki pač pogovarjamo, okay, najprej se določi, kaj želimo povedati, pa komu, pa pol se KPI določijo, kaj hočemo pač zdaj doseči, ne, in pol si rečemo, ali bomo mi lahko vse te kanale vzdrževali, ali bomo lahko podpirali, ali rabimo TikTok, ali rabimo Instagram, ali rabimo Twitter, X, ali rabimo Facebook, ne, ali bomo tam, ali reč energijo nekam drugam usmerimo. Tle se mi zdi, da tukaj se nič od tega ni zgodilo. Ne. Tle se najbolj resno po moje še pri Logarju. Ampak tudi tam sem videl, da imajo vse te kanale gor pokrite. Nisem pa šel se zdaj noter v Anžetove TikToke, ne, pa kako on čelo igra za 8. februarja. To sem videl še z učem, da je zdravljico zašpilil. Čakam zdaj na kakšno foro, da je on načelen človek, ker igra na čelo. Zato, ker igra na čelo, ne? Ja, tako. Tako da sem kar razočaran, no, v resnici. Vem pa, veš, pazi, najbolj recimo globoko razočaranje SD, to pod kritiko, ne. Da prideš, jaz sem pa tle, veš, tukaj Aljaž videl v tem trojčku eno zajbancijo, jaz sem videl drugo zajbancijo, ki pridem na spletno stran in piše gor na veliko dogovor. Jaz sem rekel, to je prav, to je ta stranka, ne. V hanščini je to, se bomo zmenili. A veš, mislim, in to je edina beseda, ki jo oni imajo, dogovor, na veliko napisan, a veš, ni plakatov, ni nekih sporočil, jaz tudi niti na Facebooku ni nekih velikih objav, razen to pač zdaj, da je treba čestitati za te zlate medalje, ne, pa da se pol pač povzame, recimo, če se gre predsednik stranke blamirati v kakšen ta one-on-one intervjuček, kdaj je bil nazadnje, si je slovenski film pogledal, pa katero razstavo je videl, ne, štrikarije v Delfinu. To je zdaj zelo moderno, to je zdaj zelo, zelo moderno. Ja, sam daj malo se pozanimi, preden greš kaj, pa da ne pol govoriš, da nisi nič videl, pa kjer bil, pa da nič ne veš. Ja. No, jaz sem hotel nekaj se navezati na to, kar si zavijal z očmi med drugim tudi nad komuniciranjem levice, ne. Tukaj bi jaz ti delno oponiral oziroma ti hkrati pritrdil. Namreč tisto, kar je, in to je grozljivo, ne, v bistvu, da so plakati levice edini, ki kažejo vsaj majčken poskusa enega duha. Vse ostalo je, kar je za vse ostalo in celotno krajino slovenskega političnega komuniciranja v bistvu zelo slaba izkaznica, ne. In zdaj, glede na to, ti si omenil, da to delaš že kar nekaj časa, opazuješ in tako naprej. A se zelo motim, če rečem, da je nivo nagovarjanja v slovenski politiki tako strmoglavu od recimo, ne vem, pa recimo poznih 90-ih? Jaz, verjetno je cel nivo komunikacije, nivo celega tega, kako komuniciramo, kako se pogovarjamo drug z drugim, je v tej naši državi ni zelo slab. Jaz mislim, da je tudi zaradi tega, takrat, ko se je ta korona dogajala, sem jaz malo bolj razmišljal o teh zadevah. Da smo imel sem v mestu še eno izkušnjo s kliničnim centrom, ne. Veš, ker tam v naši državi se tako zelo vzame, da vsi že vse vejo, kako to laufa. In kad ti priješ recimo na urgenco, zdaj tam ti noben ne reče, najprej bo triaža, boste povedali, ko vas boli, pol pa zdravnik povedal, kaj je treba preiskati, vmes boste tukaj počakali, pol boste šli na preiskave, pol bo zdravnik to pogledal, pa vam bo pol povedal, kaj je z vami narobe, pa bomo pa oskrbeli. Ti ne veš, takrat bolite kasvina, ti priješ in bi rad bil čim prej fertik, ampak že samo, če bi nekdo povedal, kako bo to potekalo, lejte, pa gužva je, če bo ful bolel, lahko na tale vrata potrkate, a ne te neke zadeve, ki se kar vzamejo za obvious, si jih ne znamo povedati. In takrat je bilo tudi to s politiko. Politika nam ni znala, vodstvo nam ni znalo povedati, situacija je veoma složena, vemo to, rešujemo, rabimo potrpljenje in tako. To neko pogovarjanje, to, kar se je Jacinta šla tam v Novi Zelandiji, ne, pa verjetno še kdo, ki je drugje. Ampak pri nas je ta, je to, imamo seveda mi študij komunikologije, ampak vsi rečejo, da to je za unek, najtežji predmet, kaj najtežje je že kaj vrata.
kako je že s FDV-jem. Na FDV-ju še po štengah ne moreš pasti. Tako da je cel ta nivo komunikacije. Veš, tudi se, če vidiš, če gledaš te plakate okrog, ob cestah ali pa, veš, ni zelo safe bet, zelo boring je meni vse skupaj, no? Tako dolgočasno je, zato ker se igra safe bet. Zato ker vem pač v moji, se pravi v poslovni komunikaciji ali tako, v brandih ali pa tako, je zelo velike tega strahu, da bomo dobili nekaj nazaj, da nas bo nekdo scufal, da bo nekdo nas očrnil, da bo nekdo rekel, skratka, včasih imaš že skoraj feeling, da bi imel najraje, da bi naredil neko glas, ki ga noben ne bi videl, ker če ga noben ne vidi, se tudi noben ob njega ne spotakne. Ful previdnosti, da je malo tistega, da bi bilo edgy. Ja, veš, zato, ker zdaj pač vsak pride lahko kamorkoli in začne nepodpisano bljuvati in pljuvati po čemorkoli. In pol pač rečeš, a mi je tega treba, tudi mogoče v politiki je zato tako, ali se je meni treba to jeti, ali se je treba meni tam zdaj na tnalo dajati. In pol prihajajo seveda pač te neke osebnosti, ki se jim pa to da, ki so pa večinoma ljudje, ki so tudi sami sebi zelo všeč. In sami vse so všeč, kako govorijo, kako izgledajo, kako so pametni in tako. Kot Borut Pahor. Enih plakatov še nismo omenili. Jaz recimo tistega trojčka pa skoraj nič ne vidim ali pa nič ne opazim. Tisti, ki imajo toliko veliko informacij, sem jaz ponavadi v avtu in res mogoče 1/100 ujamem, nikakor pa nekaj, kdo si resnico hotel povedati. No, to sem pa hotela zdaj reči. Tako kot levica, tiste 3 besede, natanko enako resnica. A si jih ti tudi opazil? Volim te. Mislim, različne. Jaz sem opazil, resnica volim te. Resnica volim te. Tudi? Ja. Tega sem videl, drugih ne. Pač ta moč ljudem, veš, to je zdaj njihov slogan. Power to the people. 2 besedi. Nič več, ne grafi, ne stavki, ne opisi, 2 besedi. Ja, mislim, seveda zunanje oglaševanje je nekako namenjeno temu. Zdaj, če bo Zorko, ki je zdaj na sabatikalu, zna povedati, da z zaznavo gigantskega plakata, če se ti peleš po Celovški dol, mora biti v 2 sekundah ti vse jasno. Točno to. Čakaj, ampak jaz sem od tega od resnice sem pa zgrešil. A to je, zdaj se bežno se spominjam, da mislim, da je imela, kako je že bila Mojca Kucler-Dolinar, kandidatka NSI za županjo leta, ne vem, pač 2 pa 3, da je imela tudi en tak napol neki, volim te ali pa volim neki tako pač malo tako fužilnik se je nekam prekradel. Pa me zdaj, veš, kaj me v bistvu zanima? Ker prej si že na začetku omenil, da se ti zdi, da so to, da stranke tega niso outsourcale, ampak so, kaj se temu reče, poiskale notranje rezerve pri snovanju vseh teh komunikacijskih kampanj. Koliko je pa to taka stvar sploh fleksibilna, recimo v odnosu na zunanje dejavnike? Recimo, če v tem podcastu vendarle komentiramo aktualno politično dogajanje, mi smo imeli ta teden pač škandaliziranje nad izjavo Manfreda Webra, češ, da dajte pustiti NSI pri miru. Po drugi strani NSI-ju se dogaja preiskava, hkrati so socialisti bili tudi v Ljubljani in so ugotavljali, da je zgolj SD edina prava opcija. A veš, in se mi zdi, da po eni strani imaš plakate, ki nimajo zveze z realnostjo, po drugi strani se pa ta resna kampanja dogaja v javnih medijih, v zastonj minutah, v informativnem programu in tako dalje. A gre to dvoje sploh kako skupaj? Ja, mislim, zdaj, če bi imel ti strategijo narečen, ne vem, recimo, rečemo zdaj SD, mi bomo poudarjali besedo dogovor, mi bomo šli ven in bomo govorili, kaj ta dogovor zdaj pač pomeni, bomo imeli neke buzzworde ali tako naprej in bomo jih tudi komunicirali in ljudem, in daš navodila ljudem, ki prihajajo v stike z mediji, kaj morajo poudarjati, kaj morajo vleči ven in tako ti gradiš kampanjo, s posamičnimi členi, ker seveda vsi vsega ne vidijo, vseh tudi vse ne zanima,
niso vsi na TikTokih, niso vsi na X-u, ne hodimo vsi, ne vozimo se vsi po avtocesti, da bi videli te ene tavelke, ki so tam, pa jih drugje ni. Tako da, če pa imaš ti lepo fokus fokus, ne, naštiman, ne, potem se pač vsi, vsak ve, kaj je njegova naloga, kaj mora govoriti in tako pač gradiš iz dneva v dan, iz pojavljanja v pojavljanje neko zgodbo, za katero upaš, da se ti bo na koncu rezultirala. Če se vrnem prej k Antiši, jaz ne mislim, da je Levica zelo narobe dela to kampanjo. Ne. Tudi ta proceduralni trollingi, kar po moje so, ne, everyday holiday, ne, s tem se spet daš na in v bistvu slediš tej svoji špuri, ne, delamo za delavce, delamo za ljudi, ki nemajo pare, delamo za ljudi, ki so zmozgani in rabijo počitek, ne, in tako. Tako da so mi pa seveda te kakšne, ne vem, smislice, ampak lej, come on, se meni tudi narodno zabavna glasba ni, ne vem kaj, pa judska usamljati venčat tamle pri Franciji ob petkih ponoči spet. No, kaj te je pa doslej v kampanji, ker si kar precej si kritičen v smislu, da a si sploh najprej, a si sploh kaj dobrega, fajn, nekaj, kar pa rečeš, tole pa zelo dobro delajo. Pa glej, meni se zdi to, da ta kampanja od demokratov ni slaba, no. Demokrati se mi zdi, da ima rep pa glavo, da pelejo, da imajo te neke trditve, ne, v katerih tudi ni treba kaj preveč premišljati in tako gospod z očali šarmira naokrog in tako. Tako da to mi je, v bistvu mi je ta z repom in glavo, tako tudi gre. Tudi se mi zdi, da so zelo, hočejo biti galantni, ni nekih, ni zdaj, ne gre za to črnjenje ali pa, niso zelo agresivni v teh, ker pazi, to tudi, druga stvar, Eva Irgl, kje pa je Janez? Jaz ga na social kar vidim. Janez sedi ob reki, ne, kaj, in čaka, da priplavajo. Ja. Recimo ni nič kaj zelo angažiran, ne. Razen pač ampak mene tam on blokira, tako da tam ga jaz pol ne vidim, ker so si pol vzajemno potalala. A tako si bil zoprn? Ne, jaz sem po moje prišel v nekem paketu, ker pač popisujem gostilne za ta nizkonakladnik. Seveda. Sem po moje v nekem paketu prišel. Tako. Ampak ne, hočem reči, pač tam je spol, ne vidim, pa itak se mi zdi, ta X se mi zmer manj kaj zahajam, no, na to prepucavanje, tako in drugačno. Ja. No, te drugo, kar sem hotela vprašati, v bistvu vas vse, kaj ste, ko si omenjal, da pri demokratih vidiš nek rep pa glavo, kaj pa mesec pa, kaj en teden je do volitev, kaj pa vidite sicer, koga opaste? Ne zdaj, kdo dobro, slabo nujno, ampak koga opaste, da dela za glasove. Ker zdaj, ko si demokrate omenil, jaz jih vidim od povsod skakati, no, seveda sploh Logarja. Tako, res borba za prepričevanje, za zaslužen si vaš glas in tako dalje. Levico vidim in to govorim čisto za različne platforme, recimo enega VP pa nikjer, pa še koga ne. Kaj vi opaste? Koga jaz vidim? Pa jaz v resnici tudi vidim demokrate, vidim pa tudi Levico, ampak točno to, kar je pač Napo rekel. S tem v bistvu trolling in na nek način edini, ki se mi zdi, da imajo približen pristop, veš, v tem smislu dvokomponenten, da po eni strani nabijajo plakate in ta njihov demo Arial font med Times New Roman, zato da bo vilca v oko, pa da ga bomo vsi opazili. Po drugi strani pa te proceduralne, ker pač tisto, kar se mi zdi, da so pogruntali in to se mi zdi, pa velja za celo koalicijo, oziroma vsaj še za Gibanje Svoboda, da se v klasični nogometni domislici tekma igra vseh 94 minut. In da bojo to dejansko čisto do konca to furali. Tako da se mi zdi, da se res velika kampanja zdaj dogaja še v formalnih
v formalnih okvirih. Ne. In to pogledno se mi zdi, da je koalicija zelo aktivna in hkrati, da je opozicija bolj v defenzivi, kot je mislila, da bo, in da so zato mogoče majčkeno živčni. Po drugi strani je pa res to, kar je Napo opazil, ne, da velikih kanonov ni. Ivana ni, Tonin je tudi nekaj v pozadini, tudi kakšni drugi, se temu reče, usual suspects, ki bi jih pričakoval v teh kampanjah. Tudi če ni Boruta Pahorja, ni nikjer, ne, tako da domnevam, da ga bo nekdo odigral, sam po mojem, da še ne vemo čisto, a bo to Logar, a bo to Janša. Ne. Antiša, pa ti? Ja, kako krene odgovor na vprašanje, mislim, na tvojo dilemo je, po moje bo Pahorja odigral Logar, ne? Jaz mislim, da je on usual suspect za to, ne? Meni bi se tudi zdel, ja. Nataša, kaj je bilo? Hotelo biti vprašanje, ker sem... Veš, kaj je bilo vprašanje? Dober mesec do volitev, koga opaziš, ne zdaj dobro, slabo, koga opaziš, da se ti zdi, da pa res dela za glasove, za prepričati ljudi, da je on ali pa ona ta prava izbira, koga vidiš? Ker sem omenila, da če bi jaz recimo enega mogla izpostaviti, pa gledam različne platforme, mi Logar z naskokom ven skače. Imam tudi sicer čisto drugačno razmišljanje v drugi smeri kot Pengovski, pa bolj vidim, da je koalicija v defenzivi in da je opoziciji gre, tudi kar hodim po terenu in delam različne stvari, je kar precej kritik na račun koalicije, da so oni bolj v tej defenzivi. Ampak koga pa ti opaziš, no, da dela? Torej, jaz moram povedati, jaz ne hodim prav veliko ven, ne. Sploh ne zdaj v zadnjem obdobju, ampak to pa kar opazim preko računalnika oziroma družbenih omrežij in interneta, sta pa dve strankarski politični formaciji. Ena so Logarjevi demokrati, drugo je Gibanje Svoboda. Tukaj se ne izjasnjujem oziroma se ne opredeljujem o kakovosti komuniciranja, o tem smo tudi že nekaj povedali, ampak pogostost, ne, opazim pa njih. Drugih, da bi rekel, da jih prav opazim, skoraj da jih ne, no. Skoraj da ne. Kaj tepke izkoči, pa odmisel zdaj se kreativo, ampak tako nasplošno. Kdo te največkrat zadane iz različnih smeri? Ja, to zdaj težko je, veš kaj, jaz sem pa zdaj bil kar aktiven, ne, ko ste mi tole vabilo dali, sem rekel, čakaj, moram jaz zdaj malo pregledati, ne. Tako da to zdaj ni slučajno meni uletelo, ampak sem šel malo bolj zavestno pač digati po teh straneh in to nisem se pa zdaj res kaj veliko krog vozil, ne. Tako da, mislim, opazil sem takoj na začetku pač te plakate od Levice, ne, ko so pač, recimo, če rečeš, pač kaj pač gigantski plakat morati neko velike črke, pač tipografsko. Zdaj videl sem, da so včeraj zlansirali tudi ta skupni volilni program, ki je spredi rdeč pa zadnji zelen, a ne, to neko reč so si dali, ne, skupaj ven nek dokument, nek papir, ne, čas odločitve, mislim, da se imenuje, če sem prav razumel, ne, to so te neke velike prelomni momenti. Mislil sem, skratka, tlele, kar sem vmes opazil, je še to, da je pa prerod, pa je pa očitno dvignil roke, ne, se mi zdi. Ker je pa tako, je pa res tako malo, kada ne bo zdaj volitve čez koliko 4 tedne ali nekaj cajta. Točno to, tiste taktike pač ta zadnji je bil ta nek ta, ki je tudi oblikovalsko gledano, res mislim, ta božjasni frlauf iz živo-zelene v vijolčasto, ne, to je, kada gremo od Draganov do vijol prek unga in to nekaj o korupciji, pol ta tekst nekaj govori, neka njihova iniciativa proti korupciji in tako, ampak to res zgleda, mislim, Salomonov oglasnik 85, ne. Mislim, ti si pa res textbook, kako se ne dela. Zdaj ne vem, mislim, a veš, če se spomnimo Prebiliča, takrat kandidata za predsednika Slovenije. Človek je kultiviran, človek je v rekelčku, v kravati, izobražen, hod po svetu, a ne, zakaj se pol tako kažeš, kada si se zdaj, a več to, meni je to ekvivalent, kada bi Prebilič prišel v trenirki iz Lentija na Odmeve, no.
v Šuškotu. Kakšna pa je Če daš trenirka tako, iz ja, lenti? to pač Ja, una od Tomaža Majerja, vendar. neka ta, ne vem, fake, a veš, pocen, tako kričavo, slab material. Ja. Ne, to sem hotela reči, ne, da pred predsedniškimi volitvami je bil all over in v tisti kampanji. Ne, tako na vse se je oglašal, klele pa kot da je toliko velik, kot je Logarja, njega ni nič. Ja, tle bi morali, prvi citat iz filma American Beauty, ki bi si ga morali pač ljudje tle zapomniti v tej politiki komunikatorji, in order to be successful, one must project the image of success at all times. Skratka, a ne, ti moraš skozi moraš biti, a ne, na vseh teh nivojih probi biti, ne, sej, ne gre vse, ampak rajši izber manj kanalov, pa bod tam konzistenten. Ker si že omenil te kanale in zdaj pač to si tudi z Natašo skozi obolevava, ne, zdaj smo pač v dobi fragmentacije, ne, ker moraš biti pa X, pa Bluska, pa anketa tukaj, pa anketa tam, nobenega agregatorja, in vsi zapirajo v svoje ekosisteme. In povsod moraš biti true, povsod moraš biti avtentičen in valjda s cross-postingi ne gre. Ne? To pa košta. Koliko je, pa če jih za hip poskušamo razumeti, tele naše boge stranke, ne, ki so vendarle z izjemo parih balkane, kot Antiša temu reče, grupa građana, ne, in popoldanska aktivnost. A imamo sploh resurse, da veš, najdeš stručkote za vsakega takih ljudi, ali je v Sloveniji dovolj profesionalnega znanja, da reče, ja, lahko te postavim na, ne vem, 4 od 7 najbolj uporabljenih kanalov in nihče ne bo opazil, da tega ne delajo tvoji ljudje, ampak da to dela ekipa, ne vem, agencija, strokovnjaki, kakorkoli. Saj Logarjih po mojem ne bi jaz rekel. Resursi so, ne, se slovenska komunikacijska stroka vendarle obstaja, ne, imamo festivale, mislim, imamo komunikatorje, ki bi to znali narediti, ampak zadeve pa pač stanejo. Te zadeve so ratale tudi drage. Kakorkoli je nekaj časa veljalo, da je to, da si ti, da digital je pa pocena, ne, Facebook pa tako, pa da tam si pa ti lahko, pa da to ne stane, a veš, da to je pa zastonj, ne v primerjavi s klasičnimi mediji, ampak je tudi že samo mislece, ki ti bodo to spravili skupaj, pa naredili recimo špuro, po kateri ti moraš jeti, pa postavili neke gabarite, pa pol to razpršili, pa kontrolirali vse skup, je drago. Oni so pa, ne vem, oni so pa omejeni z nekim tem denarjem, se oni ne morejo, jaz mislim, da si oni tega tudi ne morejo privoščati. Ne, recimo agenciji takih orang, kot si jih je mogoče lahko LDS leta 94, ne, ko so se snemali hudi spoti z Drnovškovim psom, pa vse, a veš, mislim, to so bili res pač eni drugi časi, ne, in drugi budžeti in tudi drugačno okolje, ne, tako da, lej, ja, oni se pač znajdejo, kakor se znajo, a ne. Zato tukaj je Nataša prej govorila o teh, da so vmes zanimivosti, duhovitosti, a ne, sej, seveda, če ti napabrikuješ zdaj, ne vem, 100 idej, valjda, da kakšna bo tudi, bo fajn, a ne. A veš, ampak je pa res, da je pa to vse skup je pa to, če ti nimaš substance v produktu, ne, ki v tem primeru, ne vem, politična stranka ali pa ideje, ki jih ta politična stranka pele, ne, če tam nimaš moči in to ti nobene mašance in pentelce in to ne pomaga. Ne. Miš, da ne? Ja, kar je v bistvu kar zanimivo, ne, glede na to, da na nek način je ves ta, zdaj sicer propadajoči neoliberalni konsens bil narejen na poliranju obstoječega, ne, in na tem, da se ne, da ne izstopaš preveč. Ne. Ja, mislim, da veš, ta recimo izvira tudi, ko imaš ti javne natečaje za komunikacijo, a ne? Budžete, ki jih recimo da neko ministrstvo za komuniciranje nečesa, so včasih toliko smešni, da se agencije niti se ne prijavljamo več na tenderje.
A ne? Aha. Če ti dobiš, ne vem, zato da bi skomuniciral, ne vem, nek zakon, ki je zdaj prišel ali neki ki je koristen in dober in to, in pol reče, da je treba to 3 mesece imeti komunikacije in zato dajo oni 16,000 evrov za vse skupaj, se pravi za medijski zakup, produkcijo, strategijo in vse skupaj. Ja, mislim to. Da niti ne omenjamo, kakšno prijavo moraš za to sestaviti, pa poročila potem dajati, ne? Ja, To seveda, je še tak nightmare. Ali pa, veš, za boj proti dezinformacijam 3 urje. A veš, kaj to pač izhaja iz tega, seveda za enega človeka je 16,000 evrov, se sliši veliko, ampak ne vem, tiskano glas tam, 10 sekund televizije tam, Facebook tudi hoče nekaj denarja za vsako sporočilo, ki ga pušneš ven in tako naprej, in tega denarja hitro zmanjka. A ne? In pol se po moje to rešuje tudi tle tako. A ne? Preden gremo na polibizarke, znam še eno hitro vprašanje, pa mogoče bolj tudi, ker je to tak, mogoče antiši blizu, ne? Ampak za vse vas. A regionalno vezana sporočila v nacionalni politični kampanji v Sloveniji delujejo, so pomembna ali so predraga za njihov izplen? Kaj konkretno imaš v mislih? Glej, recimo, ne vem, prej Evo Jurgl smo omenjali večkrat. Ona je značilno močna na Ajdovskem, ne? Ampak a jo rabiš njo posebej, moraš okoli nje graditi kampanjo na Ajdovskem, ali je dovolj, da ona sam tam je, ali je, ne vem, zdaj, ko je Matej Tašner Vatovec, ne, na Antiševem koncu dol, a je to kakorkoli pomeni razliko v kampanji, a veš, na Škofjeloškem Marko Lotrič sam po sebi faktor, sam to, da je na plakatih, ali mora sporočilo biti temu primerno, ne vem, najprej za napota, sploh, a je, ko se te kampanje delajo, a so regionalne koloriti pomembni, pol pa za vaju dva pa, a ste kdaj kaj takega opazili? Mislim, jaz sem opazil, da je ta battle, recimo, ker kažejo se na sajtu ali pa tako odkrog, so pač Han, pa Meira Hot, pa Tašner Vatovec, ko je on, ne? Skratka novi demokrat socialni, ostalih tudi ni kaj veliko videti. Tako da, mislim, Slovenija je kar precej majhna, a ne? Tudi ljudje, ki se vozijo na službo, ne vem, koliko 100,000 se jih vsak dan v Ljubljano pripelje, se pravi, vidijo vse, kar je po potu vmes, in se te informacije, vse skupaj se tudi z nami vred prevažajo sem pa kaj. Tako da na lokalnih, ja, mogoče na državni pa seveda, da Prebilič bo dobil Kočevje, ne, pa ker je naš v Kočevju, pa verjetno tudi Škofja Loka. A veš, da moram reči, da je pa razočaranje v Kočevju oziroma na Kočevskem, kjer je bil on 4 mandate župan in 5 gladko zmagoval, imel tudi največ, ko je šel na predsedniške v tem našem delu, ne, da pa je čutiti razočaranje. Ravno zaradi te kampanje, ki sploh ni bila kampanja, ne, ki ga nikjer ni, valjda bi si ljudje želeli imeti nekoga kukar svojega, rečejo, ne, ta je pa naš, valjda, da bom glasoval za našega, to sem dostikrat slišala, ne, je pa zdaj kar čutiti precejšnje razočaranje. Jaz drugače opazim, Aljaž, različne plakate na različnih koncih in tudi ne vse, da jih tudi lokalno kakšne vežejo. Ni en in isti plakat, pa tudi ne vem, če to dela, ne, da one size fits all način po celi državi. Jaz mislim, da to imajo malo regionalno razdeljeno, kje bo, ne vem, Meira Hot se pojavljala, pa da bo Prebiliča malo več na Kočevskem, pa ga pač v Prekmurju ne bo. Oziroma bo vezano tudi na njihove rezultate na prejšnjih volitvah, kje so kaj dobili, ker to pa mislim, da podatki so že boljši kot kdajkoli. Antiša, kaj pa ti vidiš na teh relacijah, vsaj na katerih se ti voziš? Ne, jaz bi pa prej kot na to zdaj, katero brez umestiti na kater jumbo plakat, bi pa mogoče razmišljal, če bi že bil v tej poziciji o tem, kako posamezne teme plasirati predvsem to, Nataša, ne tudi, predvsem, ne. Jaz bi se ukvarjal s tem, kako zagotoviti, oziroma jaz bi obljubljal, da če bom pa jaz na oblasti, bomo pa iz Kočevja se prepeljali pa v 40 minutah, ne pa uri pa 40, ne.
In to politika se to do neke mere delajo. Kaj pa je drugega to, kot recimo to, da so izvzeli koprsko tole vpadnico, hitro cesto iz sistema vinjet, ne? Se pravi, ti se lahko od mejnega prehoda Škofije do, ne vem, do Kopra ali še malo naprej, se lahko peleš brez vinjete. Saj to je v bistvu razmišljanje in tudi delovanje v to smer. A misliš, da to ni oboje možno, da recimo karikiram ena stranka NSI, ko promovira svojo stranko in politiko, ne vem, na Kočevskem bo dala ali pa na Ribanškem bo dala eno Ljudmilo Novak gor z enim sporočilom. Absolutno, ampak zato Nataša, rabiš pa tisto, kar je Napo že tam malo po začetku rekel, rabiš pa vsebino. Ne rabiš ti imeti oziroma niti treba imeti generalnih rešitev, da bo imel čist zrak, čisto vodo in urejen zdravstveni sistem. Ne. Ti moraš imeti v bistvu kapilarno noter v državo razdelane posamezne rešitve za posamezne probleme v določeni državni regiji in ko začneš tako razmišljati, seveda ugotoviš, da Slovenija pa ipak ni tako zelo majhna, ne. Hkrati moraš krmariti med tem, kaj je tvoja pristojnost, ko boš enkrat na vladi in kaj je pristojnost občine. Predvsem pa in polagam na srce, predvsem moraš pa razmišljati in dajati obljube, ki so realistične. Vem, zdaj me boste vsaj vidva poklopila, se s politiko gledamo in tako naprej, ampak jaz še zmeraj mislim, da če hočeš na dolgi rok in igrati in ostati verodostojen, potem moraš od sebe dajati napovedi in obljube, ki bodo vsaj približno izvedljive. Mislim, seveda, ampak zato sem tudi prej rekla, da ne more biti one size fits, mislim, da ne dela one size fits all ali pa one message fits all, ne glede na to, kam v Sloveniji greš, ne. Da pa zdaj, včasih je bilo treba dati, pa si na količino dobil popust, pa si, ne vem, dal delati 1000 plakatov, pa je bil pol en plakat, karikiram, 10 €, ne. Zdaj se to dela glede na to, koliko rabaš, ne. So se kle stroški znižali za razliko od tega, kaj je bilo prej, tudi zaradi novih tehnologij. Tako da se mi zdi, da se absolutno da lokalno in regionalno targetirati in da to tudi delajo. Ampak imamo mi letos še lokalne volitve tudi. Ja. Imamo. Konec leta. Vprašanje, koliko se na tem, recimo, koliko se te teme šparajo za ta play, ne, jesenski. Ja. Še to mogoče napovedati, če bi se jaz lotil ustanoviti novo stranko, s katero bi imel recimo neke načrte tipa, kaj pa vem, Logar, Prebilič, karkoli, recimo, da hočem priti v parlament za začetek, ne? Baby steps. Koliko denarja bi moral jaz nekje nabrati, koliko bi me taka kampanja stala? O denarju pa res ti težko zdaj jaz rečem, ne. Mislim, jaz ti lahko rečem, s tem oglasom boš dosegel toliko in toliko ljudi, za toliko in toliko denarja, toliko ljudi bo videl ta oglas, to sporočilo in tako. Zdaj, če hočeš baby steps, boš najprej moral dobiti 1%, vsaj za kakšen mandatek, tako, zato da boš lahko, pa če boš pol si zelo nizko, če boš imel pocen pisarno, že boš šparovček dajal, pa mogoče po pameti v kripto, pa boš pa mogoče prišel do tega, da boš lahko si pač orank kampanjo. Ampak, mislim, ne vem, pač jaz, ne vem, kako pa so oni s proračunom vezani na te, koliko lahko porabljajo, ne. A veš, tudi recimo, zdaj, nismo, ampak se mogoče res za kdaj drugič, ta Štrancar je pa zdaj pa nima novih sporočil, ali kaj? Ali jih ima? Je prisoten, jaz ga ujamem. Te črno-rdeče. Jaz ga vidim. Aha, jaz ga vidim. Na mojih relacijah še kar so sporočila, jih je toliko, da uspem sam prvo vrstico sicer ujeti, ampak so. Moje vprašanje tle recimo, skratka ne vem, Aljaž, 100 jurjev pa roka za začetek za 1%. Okay. Lahko pa pokličeš Matjaža Hana, pa sklenete kakšen dogovor. Ne? Ja, februar se pravi dober mesec, ankete oziroma javno mnenje raziskave kažejo. Da moje vprašanje kot komunikacijsko je pa, koliko je to javljanje teh plakatov Štrancarjevih že skozi daljše obdobje, zadnje pol leta ali nekaj takega, koliko je to šepal tudi sporočilo, ne? Koliko je to sprožal nečesa, kar zdaj videvamo ali pa bomo videli. Ne? Ker je začel narekovati, kljub temu, da je to, nismo vedeli, kdo je ali pa ne vem kaj, skratka, je začel neko spiko
Skratka, je sadil črve v resnici v možgane ljudi, če nekaj drugega. Cash Brez ima, pa je rešitev, rekel, seveda. mislim, Brez rešitev. nek se vidi razkoš. Ja. Ankete kažejo, da sta SDS in Gibanje Svoboda razred zase, pol nekje v drugi liniji SD Demokrati, NSI, SLS Fokus, potem pa še Levica Vesna, pa tam nekje Resnica. Sem kaj zgrešila, pozabila, kar bi želela dodati k anketam, kakor stojijo danes Aljaž in Antiša, tudi Napo, če želiš. Ne, si kar v redu Ne. povzela. Ne. To je to, kjer smo danes. Jenač pa predlagam, da gremo na eno od stalnih rubrik, ki se ji reče Politbizarka, in rezultate ima, ki so zelo zanimivi, ima pa Aljaž čez. Res je, tokrat v zadnji Politbizarki smo bili 3 sodelujoči in sicer kandidati so bili Hej Mačka z rihtimi naslovkom, bivši predsednik Slovenije Business Cluba. Joc Pečečnik. Hvala lepa, ni mi šlo, nisem se mogel spomniti. Joc Pečečnik versus Petra Sodat Finance, Hej Mačka z rihte naslovko, to je imel skupaj 41,44% glasov. Drugo mesto, Nataša. Srebro, dober, jaz zadovoljna sem, ne bom jokala, bom se veselila. Tako, ti pa Nika Prevc, ne? Tretje mesto sem dosegel jaz, ne? Bil sem v smislu tistega hladnovojnega vica, sem bil zadnji oziroma na tretjem mestu, odvisno, ko pogledaš. 16,22% za prepoved, idejo o prepovedi uporabe družbenih omrežij mlajših od 15 let. Antiša pa zdaj že tvoja druga zaporedna zmaga morda. In sicer za Žanom Mahničem in njegovo idejo o ustanovitvi slovenskega AIS si dosegel 42,34%, tako rekoč v fotofinišu premagal Natašo. In evo. Midva z Žanom Mahničem zmagovalni par. Tako, bravo. Lej, v prejšnji rundi sva dosegla enako število odstotnih točk, tokrat pa si me prehital za 100-tenkico. Dobar. No pa dej, evo, ker si zmagal, povej, kaj je tvoja politbizarka? Moja politbizarka je objava računa za letovanje na Ugljanu, ki jo je opravil predsednik vlade Robert Golob. Ampak ne zato, ker je Robert Golob s tem želel zvečati transparentnost lastnega političnega delovanja. To lahko kvečemu pozdravimo. Zakaj? Zaradi tega, ker se mu zna in mislim, da se mu je že začelo dogajati, da so se mu v postavke v tem računu začeli pa ljudje vtikati, si dobil diskontirano ceno, tralala, jaz sem dal pa za apartma, mi smo dali pa 300, ti pa samo 200, številke so zmišljene, seveda ne. Skratka, v političnem pa tudi siceršnjem okolju, ne, kjer, kot zdaj pa že vemo, nikoli ne moreš imeti zadnje, ne, še posebej ne na družbenih omrežjih, je bila ta poteza po mojem mišljena pozitivno, bojim pa se, da se mu bo sfižila, da ne bo dosegel tistega, kar si je želel, nasprotno, jaz mislim, da bo zbudil samo še kakšno dvignjeno obrv več. Skratka, tvoja bizarka je ta objava računa in plačilo Ugljan. Oziroma možne reakcije na njo, tako. Sama objava niti ni tako problematična, kot je to mogoče premalo domišljeno ali premišljena poteza, no, tako. Ki je pa sama po sebi pozitivna. Je pa Ugljan tudi korak naprej od Karigadorja, ne? V smislu lepote otoka in tako, lokacije. Super, tam je plaža Batalaža, je zraven lepa. Tudi moja kampistična pozicija, redna letna, je zelo blizu tega starega dvora, ne? Tako da Mareta ima tam Tour de France spremljamo, tako da je, ampak on je pa še v avgusta prišel, tako da ni bilo. Ga nismo srečali. Apropo Ugljana, moja politbizarka je bolj lokalnega značaja. In sicer, ne vem, kako jo bomo ponovali, ni vedela številka 2 ali ni vedela Ljubljana Edition.
Dve svetnici mestni, gospa Trobec, Frančiška in gospa Marija Dunja Piškur-Kosmač sta bili strani KPK obtoženi, da gre za konflikt interesov, ker sta glasovali o predstavnikih MOL v svetih zavodov in sta glasovali za to, da sta oni dve tudi v teh konkretnih svetih zavodov. Se pravi, vsaka zase je tudi glasovala. Ena za Festival Ljubljana, druga za Dom starejših občanov Ljubljana Vič. Zdaj pa seveda pravite, da sta po pomoti to naredili. Skratka, po pomoti ste sama zase glasovali. Če pa slučajno ne po pomoti, pa itak to delo ni plačano in tako rekoč služita narodu. Jim nimamo kaj očitati. Nimamo jim kaj očitati, ker seveda sama muka in trpljenje od sveta Festivala Ljubljana. Aljaž? A jaz? Moja politbizarka pa bo danes že referencirani obiski delegacij evropskih političnih skupin v Sloveniji. Ne vem čisto točno, odkje to je, ker jaz tega drugod po kakšnih drugih evropskih državah ne vidim, čeprav bom stal popravljen, če me kdo popravi, ampak ta teza, da pride delegacija iz Renewja v Ljubljano in pove, da so vsi ostali nedemokratični paraziti, ampak zgolj Gibanje Svoboda in ostali člani Renewja imajo odgovore na vse slovenske težave. Da potem pridejo socialisti in rečejo, da izključno SD je edini paravan socialdemokracije, tržne usmerjenost, socialne pravičnosti itd. In potem še Manfred Weber in EPP, ki pač reče, puste mi NSI pri miru, ker so oni edini, ki bodo branili demokracijo v tej, tako rekoč, protodiktaturi Golobovi. Jaz ne vem, a kdo to sploh še jemlje resno, oziroma kakšen premislek ali pa odsotnost njega je v strankarski centrali, da rečejo, dajmo imeti trojko iz Bruslja, ki bo nam povedala, kaj je prav. A pa vi razmišljate, kaj delate? Ok, meni se sicer zdi, da so te skupine pred volitvami, da kar grejo v tiste države, kjer so volitve, ampak tudi sem tukaj, da se me popravi. A si mogoče videla Ireno Vevo, ki je šla mogoče v Pariz razlagati, zakaj je vodstvo političnih skupin gre, če gre. Moj oči je bolj močen kot tvoj oči. Tako kaj treba. No, ko pa že merimo moči in ker je čas olimpijskih iger, se mi zdi prav pa tudi to povedati. Z zanimanjem spremljam vse okrog Cortine d'Ampezzo pa Milanaja oziroma kjerkoli so že vse te lokacije olimpijskih disciplin. Česar pa nisem videla, pa se mi je zdelo jako bizarno, sploh ker običajno so to kar hude borbe, kdo bo kam šel, pa kdo se bo vozil na ta dogodek s Falconom. Namreč na otvoritvi olimpijade ni bilo nikogar od slovenskega političnega vrha, ni bilo predsednice, ni bilo premierja, nisem opazila nobenega ministra, kasneje sicer Hana na eni od tekem, ampak boga mi, ne vem, glede na to, da je lokacija tam 4 ure vožnje z avtomobilom stran, to tudi prav zelo drago ne bi bilo, pa bi se mi zdelo zelo prav, če bi tudi na ta način podprli naše športnike in športnice, ampak ne. Ja, nikogar. To sem hotela dodati, prebliz je, če bi bila lokacija kakšni, ne vem, v Pekingu so se grebali, tudi kakšna Japonska, Avstralija zna biti vedno zanimiva, po mojem bo v LA-ju, ko so poletne olimpijske igre, gremo zdaj staviti, da bo nekdo. Si mislim, Kalifornija je pa Kalifornija, ne? Ipak je Kalifornija, tako. Tako da, to se mi zdi kar bizarno, tako da to je moja favoritka v novi rundi. Hvala lepa vsem za predloge. Pojmo pa zdaj še, da postavimo piko na i tokratni epizodi. Zadnjih 30 na poti, ki si gost, boš ta zadnji.
No, prav, bom pa jaz začel, ker sem dobil, ko se temu reče, povpraševanja. To pogledno, ker si že navezala na olimpijske igre. Videli smo strokovnjaka za zeleno rastlinje, Snoop Dogga, kako se je učil curlinga. No in sem pač dobil povpraševanje, da malo razložim o curling kamnih. Zdaj, curling je šport, ki je star približno 500 let, zmislili so si ga na Škotskem, ker kaj drugega boš pa počel po zamrznenih lohih, kot pošiljal kamne po tistem ledu. Če bi imela Črna Gora zimo, omembe vredno, bi verjetno Črnogorci se tega zmislili ta šport, tako si so izmislili bacanje kamena s ramena, ampak evo, smo, kjer smo. Skratka, curling kamni. Oni nastajajo oziroma jih izdelujejo iz granita izključno enega samega otoka na, se pravi, blizu, kaj je to, zahodne škotske obale, Ela Craig se mu reče. In ta granit je poseben od siceršnjega granita, recimo dolomitskega, če so že tam olimpijske igre, je pač v tem, da je njegova mikrostruktura takšna, da je tako gost, da voda, ki se generira ob drgnjenju leda, ona ne pronica v kamen in potem posledično kamen ne razpade, ni porozen in ne erodira, in je zato curling kamen iz Ela Craiga ostane počtem tak, kot je, in je zato edini primeren za ta galanten, gentlemanski in gentlewomanski šport, ki sliši na ime curling. V slovenščini po novem brez črke E. Ja, napiše se KRLING. Ja. Tako je. Wow. Antiša? Ja, jaz bom pa priporočil en film. Pred časom sem ga ujel na Sloveniji 1, zdaj je na voljo samo še v aplikaciji kako je že, RTV 365, je pa absolutno vreden. Gre za finski film z naslovom Nikoli sami in je zgodba, pravzaprav bi z eno besedo oziroma dvema rekel, finski Schindler. Se pravi, ena resnična zgodba o finskem poslovnežu, ki je ob prihodu nacizma na oblast in prihodu nacistov na Finsko, se je angažiral in poskrbel, da iz Finske v času nemške oblasti oziroma okupacije ni bilo deportiranih več kot, mislim, da 8 Židov izven Finske, ker pač bila je ohranjena suverenost in finska suverenost. On je veliko tvegal, poskrbel za to, da je bilo deportiranih v narekovajih samo 8, tudi eden je preveč, vem, ampak v primerjavi s tem, kaj se je dogajalo v kakšni drugi državi, je bil to neskončen uspeh. In film absolutno vreden gledanja, traja približno 90 minut, oziroma uro pa pol, Nataša, 90 minut. In toplo priporočam, da se podate v to aplikacijo, ki sicer daje občutek, da smo leta 97, ampak boste pa nagrajeni z res kakovostnim filmom. Nikoli sami. Okay, hvala, Antiša, se pa mojih zadnjih 30 filmov navezuje nate. Namreč, če ste kdaj razpoloženi za filmske klasike, toplo priporočam spletni naslov Wikiflix. Pred časom mi ga je priporočil oziroma zanj povedal prijatelj, hvala Bogu zanje. Gre za spletno platformo za ogled filmov, ki so v javni lasti. Starih filmov je gor tam 4500 plus, brez naročnine, brez oglasov, čist legalna zadeva, tudi se ni treba nič prijavljati, sam klikneš izbrani film in to je to. So razporejeni po kategorijah, po letih, temah, recimo akcija, avantura, režiserke, boksanje, ruski imperij, ZDA in tako dalje. Skratka, super. In kot so nekje zapisali, filmofilske maratone za raziskovanje starih klasik ali le za popoldansko nostalgijo. Spletna platforma Wikiflix. Priložimo linke seveda in Napo, tvoja zadnja.
Moja zadnja je pa knjiga, premalo berem, ne. Absolutno premalo berem, ne. Preveč gledam te plakate pa vse to. Ampak mi je pa prišla v roke knjiga Percivala Everetta, Drevesa se imenuje. Gre za totalno smešno, tako duhovito, lucidno spisano, lahko bi rekel celo, da je nek krimič iz ameriškega juga. Skratka, tam ob Mississippiju se dogajajo zadeve, Ku Klux Klanovci, bizarni umori, ne bi preveč povedal, ne, vsebine, ampak zelo duhovit napisan, veliko besednih iger, fajn zaplet, in krasen se bere, kar glajdaš skozi, k snowboarderček na Livinju. Skratka, Percival Everett, Drevesa, priporočam. Drevesa. Najlepša hvala za predlog. Na po petek 13. smo objavljeni. Številka LDGD je pa 202. Lepa hvala, da si bil z nami. Prosim, hvala za vabilo. Upam, da nisem preveč namoril, ne. Ludo in nezaboravno. Hvala vsem. Še enkrat, ne preden končamo, samo še obvestilo, da lahko seveda Metino listo podprete s klikom na metinalista.si pošiljnica investiraj, lahko in postanete stric ali teta iz ozadja oziroma članica vlade narodne enotnosti. Vse donacije in naročila so več kot dobrodošle, se posebej v tem neizvestnih predvolilnih časih, in pa seveda tudi lahko se naročite na zapisnik. Enkrat na mesec izide izpod mojih prstov na info@metinalista.si. Pišite in ga boste prejemali. Pa brez zamere.